Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na novem dogodku Ljubljanske borze. Tokrat pregled dogajanja na kapitalskih trgih v prvem kvartalu tega leta. Vsaki se sprašujemo, smo v normalnih razmerah, kako nam je šlo v preteklem kvartalu, kaj nas morda še čaka, in tokrat mislim, da lahko kar objektivno povemo, da ta kvartal, pa sploh v njegovi drugi polovici, ni bil normalen. Zelo veliko se je dogajalo, relativno veliki pretresi, saj na določenih delih svetovnih in tudi našega trga, različne novosti, vsekakor nekaj, kar nas vse zanima. Naša naloga je, da danes poskušamo nekako v eni uri razjasniti morebitne dileme, pojasniti, kaj se je dogajalo, podati kakšno napoved za naprej in podobno. Kot vedno začenjamo naš dogodek z kratko prezentacijo, potem pa sledi debata z dvema finančnima strokovnjakoma. Sekunda, da jaz delim mojo prezentacijo, ki zdaj bi se mogla videti. Sekunda. Torej, kaj se je dogajalo Q1? Vsekakor zaznamovala nas je vojna, ki se je sprožila, oziroma ki so jo v ZDA sprožili konec februarja, in to je povzročilo tudi relativno velike pretrese na trgih. Spodaj vidite en graf, to je indeks MSCI World v dolarjih, kako se je gibal, in lahko vidimo, da nekje do konca februarja, do neke druge tretjine tega grafa, smo imeli kar nekako merno plutje. Potem pa so se zgodili tisti pretresi, povezani z morebitno energetsko krizo, tveganje inflacije in tako dalje. Kako se je odzival naš trg? V bistvu niti ne tako slabo. Kakor na prejšnjem grafu, tudi naš SBI Top je v drugi polovici imel nekaj padca. Prišli smo v drugi polovici februarja že do tiste magične meje 3000 točk, ki to je bil vsekakor rekord za SBI Top, in če pogledamo celoten kvartal, bodimo realni, zelo dobra rast, 9,44%. Tržna kapitalizacija je skoraj prebila mejo 20 milijard, oziroma znotraj kvartala jo že je, to je tudi nov mejnik za Ljubljansko borzo. In če pogledamo promet v evrih, vsekakor eden boljših od zadnjih kvartalov. Kaj se je dogajalo v naši prvi kotaciji? Promet nekako podobno porazdeljen kakor običajno, mogoče je pozitivno izstopil NLB, kakor bomo pogledali kasneje. Po rasti tečajev pa vsekakor se je nekako rast morda skoncentrirala pri družbah, v katerih v preteklosti tega nismo bili do take mere vajeni, izstopajo Telekom Slovenije in pa Luka Koper. Tudi po likvidnosti so v prvem kvartalu tega leta izstopali. Ne moremo pa reči, da bi katerakoli družba imela slab rezultat. Bodimo realni, povprečju skoraj 10% na kvartal je na kapitalskih trgih zelo, zelo visoka rast. Rezultati naših družb so dobri, vrednotenja morda nekoliko višja, kakor smo bili vajeni v kakšnem letu predtem. Število trgovanih delnic pa razmerja so se nekoliko premešala. Bistveno višjo likvidnost smo zabeležili pri Luki Koper, Telekomu Slovenije, medtem ko pri tisti naših, bomo rekli, kar paradnih konjih, NLB, Krka, smo zabeležili glede na prvi kvartal 2025 nekaj upada, ampak bodimo realni, to so podatki prvega kvartala in sploh zaradi stvari, ki se bodo še dogajale na naših kapitalskih trgih, oziroma so se že začele dogajati, recimo INR računi in podobno. Jaz mislim, da prihodnost ni temna. Kaj ostalega moramo še pojasniti glede našega trga? Vsekakor Vzajemna, začetne kotacije družbe z potencialno največ delničarji v Sloveniji. Vseh upravičencev je skoraj da 500,000, mislim, da okoli 445,000. Samo 5-6% oseb je morda do zdaj prevzelo te delnice, je pa vsekakor to bila popestritev dogajanja na Ljubljanski borzi, in po tistih prvih norih dneh, kako bi rekli, nekega iskanja pravilnega tečaja, se je tudi leta nekako ustalil proti koncu marca oziroma v začetku aprila. Imeli smo dve spremembi v našem osrednjem indeksu, SBI Top, delnice Salusa in seveda Vzajemne so dobile svoje mesto v našem osrednjem
indeksu. Dobili smo novega člana iz Hrvaške, FIMA se nam je pridružil na Ljubljanski borzi in zdaj lahko preko njih neposredno izvršujete posle pri nas. In pa dobili smo tudi že prve predloge dividend. Prva je bila zavarovalnica Triglav, potem pa so sledile še Krka in pozavarovalnica Sava. Mogoče pri pozavarovalnici Sava relativno največji skok, ampak Krka pa vseeno jih je treba pa izpostaviti, mislim, da je 26 ali pa 27 leto zapored, ko že neprestano zvišujejo svoje dividendo, zdaj so prišli do 9,1 evra bruto na delnico. Dve, bomo rekli, dolgo pričakovani zgodbi. Ena je seveda še tretja izdaja ljudske obveznice. Tukaj smo imeli spremembo. Znotraj obdobja upisovanja se je država odzvala na dogajanje na trgih, povišala obrestno mero na 3% in končni splen je upisal nekaj čez 200 milijonov, s tem uspešno zaključena izdaja in pa seveda precej novih vlagateljev oziroma računov. Pomemben del tega pa je šel tudi na INR račune, nekaj, kar smo pa res nestrpno pričakovali na našem trgu. In v prvem mesecu mislim, da je bilo že več kot 6000 novih računov odprtih, oziroma morda celo 6600, predvsem pa prinaša to administrativno poenostavitev, bistveno nižjo davčno bremenitev, pa tudi, bodimo realni, celotna industrija se je odzvala z zelo pomembnim znižanjem stroškov za vlagatelje. Tarife smo znižali na Ljubljanski borzi, pri KDD-ju, vsi ponudniki so dali nove cenike za INR račune ven, tako da to vsekakor lahko rečem bo velika popestritev za naš kapitalski trg. Par splošnih podatkov, kaj se je dogajalo, v bistvu nič pretresljivega, kar pa je treba vsekakor izpostaviti, so pa cene nafte oziroma cene energentov. Recimo tukaj vidite pri teh splošnih podatkih, da borzni indeksi so se nekako gibali na ravni prejšnjih okvirov, tudi zlato je imelo relativno razburljivo zgodbo znotraj kvartala, ampak tista gigantska odstopanja pa so seveda pri ceni nafte. Brent vidite od zgoraj iz $60 na sodček na skoraj 104, oziroma bili smo tudi že pri 120 oziroma čez, in pa seveda od spodaj vidite TTF, to je pa nizozemsko vozlišče za ceno zemeljskega plina v Evropi, kjer smo imeli tudi zelo, zelo velike skoke in ob koncu kvartala smo prišli do cene 50 evrov na megavatno uro. Da vam ne bom jaz pojedel preveč časa, sta z mano, kakor rečeno, dva super strokovnjaka. Z mano sta Matej Mazij, CFA, namestnik direktorja sektorja investicijskih skladov pri NLB skladih, in pa Tomislav Polonijo, vodja borznih posrednikov pri OTP banki, da skupaj pokomentiramo dogajanje. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena, živa. Lep pozdrav. Se slišimo? Se. Ja, dobro. Sekunda. Pardon, pri meni je bila napaka, zdaj se pa slišimo. Samo sekunda. A se zdaj slišimo, pardon? Ja, super, te Ok, slišimo. zdaj pa bo odlično. Ja, fajn. Tudi nove slušalke znajo kdaj pomagajati. Ko sem se pripravljal na ta naš pogovor, pa kakor smo že prej debatirali, stvari so se v zadnjem času seveda spreminjali iz praktično z dneva v dan ali pa skoraj da iz ure v uro. Tisto prvo, kar se moramo dotakniti, je seveda ta vojna v Iranu. In zdaj, kakšen dan nazaj smo prišli do tega, kar naj bi mogoče imenovali premirje. Pa jaz sem včeraj, moram priznati, prebral sem eno tako zanimivo stvar, da ne vemo, a imamo premirje, a ga nimamo, ne vemo, a se stranki sta se sporazumele glede pogojev tega premirja, ne vemo, ali bojo pogajanja v nadaljevanju tega premirja, in ne vemo, kakšna bo sploh izhodišča za ta pogajanja.
praktično ničesar ne vemo. Famozno je tudi to, da to domnevno premirje ni zapisano na nobenem papirju. V bistvu se je saj za javnost in tudi posodeč nekih informacijah, ki so pricurljale ven, zgodilo skoraj da preko socialnih omrežij ali pa WhatsApp sporočil, ker se zdi nekako noro. Bodimo realni, še naročnine za mobitel ne morem skleniti brez tega, da bi dosti papirjev podpisal. In moje vprašanje seveda je, kako naj pa potli nek vlagatelj svoje prihranke investiram na trge, kako naj se v teh razmerah ravnam, kaj naj spremljam, a je mogoče boljše vse skupaj prespati, kaj narediti. Matej, kakšen nasvet oziroma komentar bi podal? Ja, zdaj, kar se tiče samega tako imenovanega premirja, zdaj, imamo tukaj slabe novice v tem trenutku, da je premirje krhko, da ni povsem dorečeno, ampak po drugi strani pa tudi vidimo, da obe strani se pogovarjata in tudi vemo, da obema stranema je v interesu, da se ta konflikt zaključi. In Ameriki in Iranu. In torej, dokler imamo v ozadju dobre makroekonomske kazalce, recimo prvič po letu 2022 imamo rast industrijske proizvodnje v 3 regijah naenkrat, torej v Ameriki, v Evropi in tudi na Kitajskem, lahko do neke mere gledamo skozi ta konflikt. Tako kot vidimo, da tudi trg se relativno dobro drži v tem trenutku. In torej, vlagatelji morajo zaenkrat ohraniti mirno kri in svoje pozicije prerazporediti, če je temu potrebno, ampak večjih sprememb zaenkrat ni potrebno, da jih vlagatelji delajo. Seveda pa, glede na vse povedano, mi trenutno ne pričakujemo, da bi konflikt bistveno bolj eskaliral, namreč dokler nafte ne dosežejo nekih ravni $150–200 za sodček, mi ne pričakujemo globalne recesije oziroma upočasnitve gospodarske rasti na taki nivo, da bi morali bistveno zmanjšati naložbe v sredstva v delniške naložbe. Mogoče, če grem naprej, nekako sem že razbral iz tega odgovora. Torej, trg nekako trenutno je vkalkuliral scenarij, da stvari so napete, ampak se bodo pomirile, ni neke eskalacije, dajva reči, v evaluacijah na trgu. Tako kot vidimo tudi iz krivulje nafte, pričakuje se, da na kratek rok bodo cene nafte ostale višje, ampak da se bodo pa postopoma začele nižati. Dokler bo trg to tako prebral trenutno situacijo, po moje večje panike na delniškem trgu ne bo. In kot sem že prej rekel, predvsem v Ameriki je makroekonomska slika zelo dobra in dokler nismo blizu črnemu scenariju, so trenutna dogajanja prej priložnost za nakup, sploh če bodo še kakšne šibkosti na trgu, kot pa to, da bi se morali vlagatelje agresivno umikati v bolj varne naložbe. In če malo pogledamo, kako bi pa na različne sektorje to vplivalo, recimo kako so se pa do zdaj recimo različni sektorji odzvali, so bili nekateri bolj pod udarom, za nekatere je bilo to pozitivno. Kaj bi se recimo zgodilo v nekem črnem scenariju? Kaj so v takih razmerah tiste varne naložbe, dajmo tako reči? Poleg državne obveznice. No, tudi o tem lahko se zdaj pogovarjamo. Zdaj vidimo, kaj se je med vojno dejansko zgodilo. Zgubile so tako vrednosti delnic, kot tudi vrednost obveznic. Nekega varnega pristana v tem 2 asset classih niti ni bilo. Razlog je pa v tem, da se je nafta naraščala, prišel je strah pred inflacijo, zato so tudi obveznice izgubljale na svoje vrednosti. Dodatno dolar, zlato, ki je bilo dojemano kot neko varno pristanišče pred tem konfliktom, je tudi izgubilo skoraj 10% svoje vrednosti. Edini sektor, ki se je nekako relativno dobro držal, je bil energetski sektor, ki je med vojno pridobil približno 10% svoje vrednosti, medtem ko so ostali sektorji v povprečju izgubljali na svojih vrednostih. Najmanj so izgubile ameriške delnice. Zakaj? Amerika je trenutno strateško najbolj samozadostna država, samozadostna regija. So tudi neto izvozniki nafte. Sledi Evropa, ki ni strateško samozadostna praktično v nobenem pogledu, je pa nekoliko manj odvisna od energije iz Irana, kot pa recimo Azija. Najbolj pod udarom so bile pa azijske delnice. Do neke mere je to logično, saj so predvsem južnokorejske delnice tudi največ pridobile v prvem četrtletju letošnjega leta, ampak po drugi strani so pa tudi te države najbolj odvisne od
uvoza nafte iz te regije in zato se pri njih najbolj pozna. Tako da tudi kako bo naprej v tem trenutku, če konflikt ostane znotraj trenutnih gabaritov, da ne bo črnega scenarija, potem mi pričakujemo, da bo globalno okrevanje se nadaljevalo. Edino spremembo v portfeljih, ki bomo pa naredili, je pa ta, da bomo nekoliko manj izpostavljeni potrošniku, nekoliko več pa tehnološkemu sektorjem, ki se ukvarjajo z elektrifikacijo in pa infrastrukturo. In pa tistim sektorjem, ki imajo višji pricing power in višje marže. Tukaj sem pa že prej rekel, vse, kar je povezano s tehnološkim sektorjem. Tega se vsekakor še dotaknemo. Tomislav, vsi gledamo to nafto, ne? Ni pa to edina stvar, ki gre čez to ožino. Zelo veliko je bilo govora pa o aluminiju, pa o gnojilih in tako dalje. Pa dajva reči, tudi če pridemo do nekega okrevanja, te cene bodo oziroma razmere na trgih bodo volatilne še nekaj časa. Kje se vse to lahko konec koncev odrazi pri nas? V normalnem življenju, na kapitalskih trgih, kje vse bo pritisk? Ja, v bistvu, zdaj pritiski sigurno bo takoj v letalstvu, ker se držijo letalske vozovnice. Ne? En dan pred umiritvijo konflikta so 4 letališča že poročala, da bo težava z kerozinom. Ne? Torej ena zadeva. Druga zadeva, če bo nafta ostala tle, kjer je, oziroma se višala, potem bo tudi inflacija se pojavila, to pomeni, del te inflacije gre v višjo ceno hrane, ne vem, kakšnih 30% je danes zjutraj Soldatova zračunala pri financah, ne? 20% višje cene nafte se prelevi v pijače, pa je pa mogoče kot zanimivost, ne? Zračunala je, da pri gradbenem materialu je pa 5 do 25%, seveda z nekim zamikom, ne? To pri teh osnovnih potrošniških dobrinah gre malo hitreje, pri ostalih malo kasneje, rečemo v obdobju pol leta, enega leta. Bi pa mogoče tle se dotaknil, ko smo že pri ceni nafte, to, kar je ECB objavil na začetku vojne, ene 2 scenarija si naredil in kako bo to pol vplivalo na inflacijo oziroma na rast BDP-ja v Evropi. No? Mogoče samo kot zanimivost, oni so dali 2 scenarija. En scenarij je tak, se jim zdi, bi rekel, pesimističen, en pa zaostren. Ne? Po pesimističnem bi bila nafta nekje pri $119, pa cena megavatne ure za plina pri 87 €. To bi pomenilo inflacijo poprečno letos 3,5%. S tem, da bi bil pik, najvišja konc zadnji kvartal, tam do ene 4% bi prišli, pa bi se začela manjšati. Kot zanimivost, trenutno je cena nafte Brent pri 97-98, iz tistih 70 smo šli tja gor, nismo še na 119, kar pomeni trenutno ni še tako velike panike. Kar se tiče pa pri plinu, mislim, da v tabelci si že imel plin, trenutno je pri 45 € za megavatno uro. Po tem scenariju naj bi bil 87 poprečna cena. Tako, če malo postavimo te cifre v nek kontekst, recimo, če gremo zgor par let nazaj ob začetku invazije na Ukrajino, in glede inflacije in te številke so bistveno nižje tudi napovedovane, kot smo jih takrat videli. Tako. Bi pa to omenil, ker smo že pri plinu, trenutno so skladišča v Evropi polno 28%. Smo nekje na dnu, kar je za ta čas običajno in se začnejo zdaj polniti. Nismo pa tako nizko, kot smo bili za časa covida, smo pa v nekem povprečju. Tako da jaz bom rekel tako, če ostanemo na teh nivojih nafte pa plina, pol neke velike krize ne bo. Zdaj, tista najhujša kriza, zaostren scenarij po ECB-ju je nafta na 145, plin na 106, tam pa je potem BDP rast letos samo še 0,4 oziroma inflacija v povprečju 4,4, pik pa tam 6,9 v začetku naslednjega leta. Je pa seveda tista spirala, ki se pol nam lahko zgodi, da se posledično ne samo zaradi nafte, ampak zaradi vsega ostalega začne inflacija dvigovati, pa pol zahteva na rast plač in tako naprej. In pa seveda reakcija monetarne politike, pač tistega si res vsi ne želimo, pa v tem trenutku ta najhujši scenarij, jaz mislim, da ni realen.
kar je zelo dobro slišati, ampak preden gremo naprej z vsemi potencialnimi loserji, bomo rekli, ki smo lahko vsi mi, dajmo se dotakniti še zmagovalcev, to je pa mislim, da že Matej omenil, to so pa seveda energetska podjetja. Naftna podjetja, ja, mogoče 10% povprečju, nekje sem celo več prebral, posamezne delnice pa kar bistveno više, kakor prej, ampak kakšno ceno energentov bodo take cene zahtevale? A so mogoče trgi šli predaleč, a se lahko obdržijo na takem nivoju, ker ne vem, kakšen totalen režiz je, mislim, da kar kakšnih 30-35% više kot prej. A če se cene nafte umirijo nekako, se bodo tudi tukaj stvari, bomo rekli, poravnale nekako na prejšnje razmere, ali bojo to, ne vem, ko bi rekel, nek trajno prisoten strah v evaluacijah. Oziroma za njih je to dobro, da ne bo pomoteno. Mislim, ponovadi po takih krizah se nafta ne vrne nazaj na osnovno ceno, ne, izpred krize. Bo višje, to je definitivno. Treba pa si zapomniti, da je 2000 ladij tam čaka zdaj prihod, ne. In od tega je toliko in toliko tankerjev, ne. Tako da problem bojo tudi zdaj počasi te dobave in to, ne, tako da to bo pa negativno vplivalo na vse skupaj, no. Sploh, kot je že omenil Matej, ne, tle je Azija dosti odvisna, kar se tiče nafte iz tega zaliva, ne, držav tega zaliva, ne, Evropa nekoliko manj. Zdaj je šla, mislim, da v neki točki celo bistveno preko $150 na sodček nafte. Ja. Ok, ampak dajva se še ene stvari dotakniti. Demand destruction, to nekako smo se že tega dotaknili. Kaj se pa zgodi, ko so cene nafte enostavno dlje časa previsoko in to začne vplivati na zniževanje povpraševanja? Po katerih dobrinah bi to recimo najhitreje, kje bi se to odrazilo, kako bi najprej to opazili, bi bilo to vidno v Evropi, so bolj na udaru v kakšni drugi deli sveta, ko dejansko res pridemo do takih cen energentov, da to začne upočasnjevati gospodarsko aktivnost? Bomo manj leteli, bomo manj gradili? Kako bi izgledalo to v praksi? Katere elemente bi recimo gledali? Ali se kakršenkoli demand destruction dejansko dogaja ali pa smo v normalnih razmerah naprej? Kdorkoli od vaju, no? Da, če bom jaz začel. Zdaj, v Ameriki v potrošniški košarici gorivo predstavlja 3,7%. In zdaj, če se cena goriva podvoji, recimo gre na 7%, bodo zagotovo Američani morali manj ostalega trošiti, ne. In to je v Ameriki še relativno nizek delež. V Evropi, sploh pa v Aziji, ta delež precej višji, ne. Torej, kje bodo potrošniki najbolj zategnili pas? Morda bodo počasneje se odločali za nakup novega televizorja, za novega hladilnika. Skratka, pri potrošnih dobrinah, tam se bo najbolj poznalo, ne. In to je tudi glavni razlog, zakaj sem na začetku omenil, da smo nekoliko zmanjšali delniško izpostavljenost do potrošnika. Bi pa tukaj še eno stvar omenil. Ni toliko pomemben nivo cene nafte, kot pa hitrost dviga cene nafte. Samo za en primer, leta 2010 se je cena nafte gibala med $90 pa $100, ko PCE inflacija se je pa znižala pod 2%. Ne. Zdaj, neke ocene analitikov so, da če bi se cene nafte podvojile oziroma več kot podvojile, potem bi šele lahko prišlo do recesije, ampak tudi cene nafte bi mogli na teh visokih nivojih ostati četrtletje, morda celo dve četrtletji, ne, da bi do tega prišlo. Ampak, kot je tudi Tomislav prej omenil, najprej se bo to poznalo pri potrošniku, seveda najprej pri letalskem prometu, potem pri nakupu potrošnih dobrin in tako naprej, ne. Je pa tudi vprašanje, kje se bo to najbolj poznalo. V Ameriki manj, v Evropi, v Aziji pa več, ne. Pa v Evropi in Azija bosta tudi imela več slabih posledic, zato ker je bolj večja indeksacija inflacije v sistemu, kot pa recimo v Ameriki. Torej, če nekako tale del povežemo neko celoto, cene nafte bodo ostale nekoliko više, kakor so bile, ampak nekih previsokih nivojev pa zaenkrat ni pričakovati in tudi nekega katastrofalnega vpliva na potrošnjo ali pa gospodarsko aktivnost še ne vidimo.
Eno vprašanje še glede energetike, kaj pa obnovljiva energija? Mogoče, Matej, pričakovali bi, da zdaj se bo pa začela neka renesansa te industrije, ki je bila nekoliko pod udarom v zadnjih letih, a vidimo že tukaj bistveno povišanje povpraševanja po njihovih dobrinah ali pa zgolj nekega optimizma vlagateljev glede te panoge. Jaz s to tezo se zagotovo strinjam, ampak ta prehod bo počasen. Ne moremo čez noč povečati število električnih avtomobilov, ne moremo čez noč povečati uporabo. Mogoče sem en moment, pri Tomislavu, en sodelavec je zelo deloven. Hvala lep, danes je, ne? Ja. Ok, razumem. Tako da ja, trenutna kriza bo zagotovo vplivala na povečano povpraševanje po električnih avtomobilih in po alternativnih virih energije, ampak na kratek rok na tehničnih trgih bo verjetno najhitreje se to poznalo pri podjetjih, ki se ukvarjajo z elektrifikacijo, z avtomatizacijo in z robotizacijo, recimo. In tudi zaradi tega se tem panogam v tem trenutku skušamo čim bolj izpostaviti. In v Ameriki, in v Evropi, in v Aziji. Torej, obnovljivi viri se zagotovo bodo zanimivi, električni avtomobili tudi, ampak najprej se bo to poznalo pri podjetjih, ki se ukvarjajo z elektrifikacijo, s posodobitvijo električnih omrežij, z avtomatizacijo in tako naprej. Odlično. Zdaj pa tega področja smo se prej že na hitro omenili. Mogoče, Matej, če rečeva, inflacijska pričakovanja, povišala so se, temu potem so sledile državne obveznice, tudi nekako trgi so že začeli uračunavati, koliko bo dvigov obrestnih mer strani centralnih bank, kako se je nekako spreminjala krivulja donosnosti znotraj prvega kvartala, kje smo danes, kako izgleda? Krivulja se je nekoliko dvignila na kratkem delu, nekoliko manj pa na dolgem delu. Lahko bi rekli, da se je deloma sploščila. Pričakovanja vlagateljev so se kar precej spremenila. Če smo v ZDA še v začetku leta pričakovali 2 nižanje v letošnjem letu, je trg v določenem obdobju že pričakoval 1 dvig. Ampak Pavel je jasno povedal, da je to enkratni šok in da oni bodo gledali skozi ta šok, tako da se v ZDA ne pričakuje. Bolj zakomplicirana zgodba je pa v Evropi. V Evropi pa trg trenutno pričakuje, oziroma je pričakoval celo 3 dvige. Pomembna razlika je, ECB ima samo mandat stabilnih cen in ne gospodarske rasti, ampak vseeno, kaj bo Evropa dosegla, če dvigne obrestne mere zaradi tega, ker je v določenem trenutku premalo nafte. Umetno bo povzročila recesija in je vprašanje, če s tem koristi Evropski monetarni uniji, evropskemu potrošniku. Tako da verjetno bi bilo tukaj bolje, če se Evropska centralna banka še nekaj časa zadrži pri kakšnih dvigih obrestne mere. Po mojem mnenju. Dodatno, kaj smo pa na trgu delali? V preteklem tednu, tudi začetku tedna, smo kupovali obveznice daljših ročnosti. Zato, ker predvsem v Ameriki, delno tudi v Evropi, zato, ker smo podobno kot pri delnicah pričakovali, da se na trgu da smo dosegli pik strahu in zato smo nekoliko povečali tveganje, tako na delniških kot obvezniških naložbah. In pričakujemo, da se bodo te, predvsem na dolgem delu, pa tudi na kratkem, zahtevane stopnje donosnosti nekoliko znižale v prihodnjih dneh, če bo primirje vsaj kolikor to zdržalo. In pa če se bo promet skozi Hormuško ožino znova oživil. Če lahko, mislim, se pridružujem Mateju, ne vem, 10-letna ameriška je pik bil na 4,42, zdaj je na 4,27, nemška 10-letna pik je bil na 3,08, zdaj je na 2,94. Naprimer, naša 3-letna, takrat, ko smo izdajali, je bila na 3%, zdaj je na 2,6%. Tako da je prišlo do te korekcije in so bili takrat, kdor je bil pogumen, ta pravi čas, se strinjam. Sam še to mogoče glede dviga v Evropi, ko sem jaz razumel, ECB se zaveda tega, kar je Matej omenil, in bojo previdni pri dvigih. Res, če bi inflacija se bistveno premaknila, pa bojo tle nastopili majčkeno bolj agresivno, drugače pa raje ne, pa bojo gledali, za kakšno obdobje dejansko
se je ta nafta dvignila oziroma kako to vpliva na inflacijo. Zdaj, mislim, da Nemčija bo ta teden, konec tedna objavila inflacijo, se pričakuje 2,7, ne, iz 2,4 na 2,7. So rekli, če bojo na teh nivojih, ne, v Evropi, potem ne bojo tako hitro reagirali. Tako da je tudi oni se zavedajo te zgodbe. Ja. Pa sej mogoče, če jaz prav razumem, pa da probam čisto plastično povedati, ne, sej centralna banka v Evropi nima možnosti pričarati sodčkov nafte, ponudba energentov je omejena, lahko vpliva zgolj na povpraševanje po njih, to pa naredi s tem, kaj, da navije obrestno mero tako, da vsi trošimo manj in živimo slabše. To je pa kar slabo zdravilo, ki mogoče osnovni vzrok zna pozdraviti, ampak stranski učinki bi pa bili, ne? Če smem še eno stvar dodati, meni se ne zdi prav, da centralna banka, da bi skušala znižati potrošnjo, skušala znižati gospodarsko rast, če hkrati vemo, da Evropa sedi na visokih zalogah zemeljskega plina in ni nobenega interesa, da bi začeli to izkoriščati. Te debate sploh nismo načeli ne ob začetku vojne v Ukrajini, niti sedaj. Ne. Plus dodatno, CO2 kuponi nam na položnice prinesejo dodatno 10-20% rast, oziroma 10% višjo položnico zaradi obstoja CO2 kuponov. Ne. In tudi tega nismo ukinili v tem trenutku, kar bi lahko. Torej, v bistvu imamo birokratsko breme nam dviguje cene, o rešitvah se pa dejansko sploh ne pogovarjamo v Evropi. In potem ne moramo mi pričakovati, da se bomo kar strinjali z Evropsko centralno banko, da nam bo znižala življenjski standard, ker ni potrebe potem. Perfektno izhodišče, da podaljšamo ta pogovor še za kakšno uro, ker mislim, da glede tega bi pa imeli vsi dosti zapovedati, ja. Se strinjam, da če pogledamo, že ko natočimo svoj avtomobil ali pa plačamo položnico za električno energijo, znesek samega energenta oziroma energije znotraj tega stroška je relativno majhen, ne? Torej v bistvu vse ostalo pa predstavlja, vsaj kratkoročno, dober mehanizem oziroma vzvod za znižanje cen energije in ublažitev konec koncev inflacije. No, ampak zdaj na ceni benzina se je v bistvu to zdaj videlo, ne? Ko je država v bistvu znižala trošarnino, umaknila okoljevarstveno dajatev, da se ni toliko dvignila, kot bi se sicer, ne vem, kot se je v Avstriji ali pa v Nemčiji. Ne? Ampak vse to pa vpliva potem seveda na fiskalno sliko, kako pa ta zgleda. No? Zdaj, sploh v takšnih razmerah pričakovanja, inflacija se bo zvišala, sploh mogoče zvišala se bodo cene tistih osnovnih dobrin. Nekako že po vseh državah v EU, saj pa tudi drugje smo slišali pozive, pa pomagajte revnim, pomagajte kmetom, pomagajte industriji. Pozivov za politiko naj pomaga je kar veliko, tudi pri nas že govorimo o nekih interventnih zakonih, ukrepih, pričakovanja tukaj se kar višajo in politiki bolj kot ciljno radi pomagajo kar povprečnemu volivcu, bomo rekli. Ne? Kaj lahko pa fiskalna slika v teh razmerah konec koncev prenese? Mogoče inflacija je lahko kratkoročno dobra za fiskalno sliko, dokler dolgoročno ne zviša obrestnih mer, ampak v Evropi nismo znani po tem, da bi imeli zelo veliko manevrskega fiskalnega prostora. Se motim. Kaj sploh lahko politika realno naredi, brez da naredi tudi konec koncev v marsikateri državi preplah na obvezniškem trgu? Kakšna Francija, recimo Velika Britanija, vsi nekako so že na robu, imam občutek. Ja, tle je ena zadeva je, bom rekel, izdatki za, bi rekel, obrambo, oborožitev ali kakorkoli, ne, toliko in toliko procentov BDP-ja in seveda to se odraža pol tudi na večjih deficitih. Na drugi strani Nemčija je, mislim, da 500 milijard napovedala in jih že izvaja za prestrukturiranje gospodarstva, obnovljivi viri energije, avtomobilsko industrijo prestrukturirati in tako naprej. Pa če še odpremo demografsko vprašanje in tako naprej in tako naprej. Tako da slika ni tako rožnata, pa vendar bom rekel,
Donosi so še obvladljivi, kar se tiče državnih obveznic, pa tudi rejtingi, no. Lahko bi bilo še bistveno slabše, je pa dejstvo, da pri spodbudah pol v takih situacijah je prvo, kaj bomo naredili s samo oskrbo. Najprej se ponavadi pomaga kmetijstvo, sicer tako in tako je evropski proračun naštelan, da kmetijstvo dobi ogromno spodbud, ne. Tako da verjetno v tej smeri, ne. Bomo videli, v katero smer bojo šle te intervencije, če bo to res to stanje se podaljševalo, ne vem, da bo to res pol leta ali kaj takega. In če se znebimo tele cokle glede vojne, inflacije, energetske krize in tako dalje in malo splošno pogledamo, kaj se je dogajalo, se je mogoče, bom kar rekel, znotraj prvega kvartala nadaljevala tista selitev denarja v bolj tradicionalne, zrele panoge iz bolj novih tehnologij ali pa AI-ja, bomo rekli, se je ta trend nadaljeval, se je ustavil. Kam so vlagatelji, recimo, saj znotraj delniških naložb, selili svoj denar? Zdaj, ta trend se je začel že v koncu lanskega leta, ne, med vlagatelji skozi bolj rasla skrb, kam bo šel CAPEX, kako bo to vplivalo na največja tehnološka podjetja in ali bodo te podjetja še lahko tako rentabilna, kot so bila v preteklosti, in ali bodo še lahko izvajale share buyback, tako kot so jih v preteklosti, ne. In to je bil en izmed razlogov, zakaj smo že pred koncem lanskega leta začeli videti rotacijo iz tehnoloških delnic v staro ekonomijo, tudi v energetiko že, ne, energetika je že pred vojno bila nadpovprečno dobičkonosna, pa delno tudi v ostale value naložbe, v potrošnika, v staplese in tako naprej, ne. Vojna je zaradi negotovosti ta proces še nekoliko ukrepila, smo pa zaznali sredi vojne neko spremembo shifta, recimo spremembo tega režima. Recimo med vojno je S&P 500 manj izgubil na svoji vrednosti kot S&P Equal Weight, kar pomeni, da so big tech podjetja relativno bolje odnesla od povprečja trga, ne. In zdaj smo tudi že počasi na nivoju, ko so recimo forward PE teh največjih tehnoloških podjetij okrog 20, morda celo nižje, kaže se tudi vse večja uporaba umetne inteligence, tako da smo že počasi na nivoju, ko mi pričakujemo, da se bo začela rotacija nazaj iz value naložb, iz potrošnika, iz stare ekonomije v growth, v tehnološke delnice, ne, od tukaj naprej. Tako da moje osebno mnenje je, da če ne bo preveč eskalirala ta vojna, da bo preostanek leta precej bolj naklonjen growth naložbam, tehnološkim naložbam, kot je bilo zadnje četrtletje. Mislim, da Microsoft je imel trailing PE nekako 24, forward seveda še toliko nižji, kar je raven, ki je pri Microsoftu recimo nismo videli že kar nekaj časa, ne. Tako da, a je to že kaj poceni? A bojo Magnificent Seven še zmerom Magnificent v prihodnje? Mislim, bral sem včeraj en članek na temo .com, ko so se zlomili, pa primerjavo takrat PE S&P 500 pa PE.com in tako blizu, kot so bili takrat, ne, tile smo zdaj za temi Magnificent 7 pa S&P 500, ne. Je relativna majhna razlika med tem, koliko je v povprečju S&P ima PE, pa koliko imajo tile, ne. Ne vem, jaz sem gledal včeraj Meta 16, Microsoft 21, Alphabet 22, Nvidia 19, Amazon 21, Apple 28. Tako da jaz se bi z Matejem kar strinjal, no, da te delnice niso več tako drage, ne, da so in da bi rekel, bojo prej v naslednjih 6 mesecih zrasle, kot pa da bi stagnirale. Seveda tisto vprašanje monetizacije, ne, umetne inteligence, ne, vsi jo poznamo samo skozi te, bom rekel, GPT-je in podobno, ko jih sprašujemo, namesto da iščemo nekaj na internetu, ampak umetna inteligenca v bistvu je ključna v oblakih oziroma v proizvodnjah oziroma v raziskovalnih procesih, ne. In v bistvu vsa ta podjetja, ki v bistvu omogočajo te stvari tam, bojo prosperirala. Bi se pa tle sam še na koncu ene stvari dotaknil programerskih podjetij, ne,
bojo pa ključna tista, ki bojo preživela, ki bojo znala pa tam uporabiti umetno inteligenco, pa jo maksimalno izkoristiti pri pisanju programov. Se pa odpira eno čisto novo področje, jaz mislim tukaj, ki je tudi Musk zelo dobro zaznal, humanoidni roboti v proizvodnji, ne, pa umetna inteligenca, nevronske mreže in podobno, ne. Tako da jaz mislim, da ta zgodba pa v naslednjih letih še zelo zanimiva. V bistvu želiš povedati, je priložnosti za še višji CAPEX je kar precej, ne? Ja. Če smem še eno stvar dodati. Do leta 2020 ste je rast BDP-ja pa rast zaposlenosti ste se nekako gibale sorazmerno. Po letu 2020 se je rast BDP-ja v Ameriki nadaljevala, rast zaposlenosti pa začela stagnirati. Torej od leta 2020 naprej na račun machine learninga, avtomatizacije in pa v zadnjem obdobju tudi AI-ja vidimo, kako se, bom rekel, kapital oziroma dobički od te avtomatizacije selijo od delavca k kapitalu. In jaz mislim, da bo avtomatizacija oziroma umetna inteligenca ta trend samo še stopnjevala v prihodnjem obdobju. Samo v lanskem letu so ZDA prihranile 570 milijard ameriških dolarjev samo zaradi tega, ker so ustavile zaposlovanje. In ta prihranek je šel k delničarjem, predvsem teh tehnoloških podjetij. In se tudi strinjam s to mislijo, ne? Vsa podjetja, ki bodo uspela avtomatizirati proizvodnjo oziroma robotizirati proizvodnjo, bodo velik zmagovalec v prihodnjem obdobju. Avtomatizacija je ena glavnih zgodb v prihodnjem četrtletju dveh. Mogoče, če pogledamo še ene par zadev. Dostikrat slišimo, rečemo, gospodarstvo v ZDA je definitivno najbolj dinamično, izredno dinamično, nove tehnologije, tam se stopnja inovacije je zelo velika, ampak če pogledamo zdaj dogajanje na trgih, pa jaz imam občutek, da so bili pa bolj živahni in donosni pa zdaj trgi, recimo, rekel, pa tudi že pred tem kvartalom, pa izven ZDA. Se denar saj do neke mere seli, je bil delež ZDA, bom rekel, že tak prevelik, da so pa mogli že malo vlagatelji bolj razpršiti. Kaj se je dogajalo? Ja, vrednotenja ameriških delnic so bile relativno precej više od evropskih, pa tudi od emerging marketov. In potem, ko se je pojavil strah glede nevzdržnega CAPEX-a, so začeli investitorji razmišljati, kaj pa, če so tudi druge regije lahko zanimive, ker že več desetletij so ameriške delnice prednjačile in zdaj so začeli vlagatelji gledati tudi ostale regije. Istočasno se je obrnil trend pri surovinah. Surovine so postajale vse bolj zanimive. Nafta na eni strani dosegla neko dno, pod $60 ni šla in so vlagatelji začeli računati, da se bodo tukaj dobički ustalili oziroma začeli rasti. Začelo je pa rasti tudi povpraševanje po bakru, po aluminiju in tako naprej, predvsem zaradi elektrifikacije pa večjih infrastrukturnih projektov. To je pa izrazito pozitivno za emerging markete. Tako da sploh brazilske delnice so nam bile že v začetku leta zelo zanimive, pa še zdaj so nam zaradi izpostavljenosti energetskemu sektorju, pa tudi kovinam in surovinam, pa zaradi tega, ker so energetsko samozadostni v Braziliji. Medtem, ko ostali emerging marketi so bili, recimo zaradi tehnološkega razvoja, so bile zelo donosne korejske delnice, v tem trenutku se ta perspektiva ni spremenila, se je pa potrebno zavedati, da je Koreja neto uvoznica nafte. To je nek manjši minus, ampak ker je država dokaj bogata, jaz mislim, da bo ta minus uspela prebroditi. Ostali emerging marketi, Kitajska je v letošnjem letu nekoliko underperformala ostale trge in jaz imam dokaj nevtralno stališče. Gospodarska rast se rahlo pobira, kar bo morda upočasnilo monetarno sproščanje na Kitajskem. To ni najboljše za delnice, medtem ko sem pa kar precej negativen do indijskih delnic, predvsem zaradi tega, ker se je trend rasti dobičkov na delnico ustavil oziroma se rast zelo zmanjšuje. In te indijske delnice so drage in zato smo jim v tem trenutku podpovprečno izpostavljeni. Ampak, če se vrnem na začetek, naklonjeni smo emerging marketom, najbolj v tem trenutku Braziliji, delno Južni Koreji in pa Tajvanu, nevtralni smo do Kitajske, nekoliko manj pa do ostalih azijskih trgov, zaradi tega,
ker so to večinoma neto uvoznice energije, neto uvoznice nafte, plina in tako naprej. Nimajo pa te države tudi veliko fiskalnega prostora, da bi lahko pomagali in gospodarstvu in potrošniku. Drži. V preteklih kvartalnih pregledih smo imeli na prvem mestu, na mesto vojne, skozi eno drugo stvar, in to so bile tele naše carine. Zdaj je pa minilo že 1 leto od tistega dneva osvoboditve gospoda Trumpa, ki je vsaj kratkoročno delničarje osvobodil dela njihovih naložb, ampak zdaj pa neka katarza je prišla, tista sodba Vrhovnega sodišča ZDA je vsaj večino stvari presekala, mu močno zavezala roke. Je to konec, olajšanje, neko začasno premirje, je njegov fokus šel drugam, konec koncev tudi tisti trgovinski dogovori, ki jih je že domnevno sklenil, niso še vsi implementirani, recimo v Evropi še ni končano, z Mehiko in s Kanado se še pogaja, ampak to je nekako zginilo ko bi rekel, iz novic, mogoče tudi iz zavesti vlagateljev. Je tukaj se lahko še kaj zgodi, ali je to že pozabljeno? No, če jaz začnem. Jaz mislim, da je pik carin za nami, ampak da je trenutno stano neko premirje. Po tej vojni se bo verjeten fokus na carine zopet vrnil. Ne verjamem pa, da bodo carinske stopnje tako visoke, kot so bili pred to razsodbo sodišča. Bi pa omenil še eno drugo stvar. Trenutno so v inflaciji še vedno carine upoštevane, zato ker današnje cene se primerjajo s cenami, kot carine še niso bile uvedene. Ampak zdaj s tem dnem, s tem mesecem se bo to končalo. Torej, stopnja inflacije v ZDA bo zaradi tega mogla biti nižja, samo zaradi načina izračunavanja inflacije. Tako da jaz mislim, da ta efekt bo trg moral še prepoznati, dodatno, sicer če se malo naprej to temu navežem, pa negativno inflacijo v ZDA vpliva tudi zelo visoka rast produktivnosti dela. Tako da ta del po mojem trg še malo premalo anticipira zaenkrat. In jaz tudi mislim, da carine v prihodnem obdobju bodo še tema, verjetno pa ne tako velika tema, kot so bile v preteklosti. Morda bo večjo negotovost povzročila nova pogajanja med Mehiko, ZDA in pa Kanado v novem trgovinskem sporazumu, kot pa same carine. Vsaj trenutne informacije me napeljujejo v to smer. Ja, ker v bistvu sodišče je dejansko razveljavilo to, da so neke izredne razmere in da on lahko kar neke ukaze podpisuje, ne, v stislu 50, 100%, 80 in tako naprej. In se dejansko zdaj carine izvajajo po zakonu, ki to določa, tam so pa gabariti, ne vem, 10, 15, 25, ne, so to čisto druge zgodbe. Pa še časovno omejeno in tako dalje. Ja. Malo samo zvezali roke. Ok, pa pojdimo mi počasi v domače loge, tudi dogajanje doma na domačem kapitalskem trgu. Je bilo kar zanimivo. Kakor sem omenil, SBI Top je prilezel do 3000 točk. Rezultati družb v 2025 na splošno so kar dobri. Prve napovedi dividend so znane, pričakovane v skladu z dividendnimi politikami in višjimi dobički nekako zmerno više. Vidite, kakšno presenečenje tukaj, kakšen dobiček, kakšni rezultati pozitivno, negativno presenetili, mogoče kakšna dividenda bi lahko bila višja, nižja. Mi smo za finance so prosile pač par borznih hiš, tudi nas, da ocenimo, kakšne bojo letos dividende glede na lansko leto. Moram reči, da mediana, ki so jo objavili, je kar dosti, bom rekel, realna. Samo za primer, ne, Krka lani 8,25, letos je napovedala 9,10, mi smo računali na 9,25. Podobno tudi ostali. Pričakujemo neke rasti dividend, dividendne donosnost tam od, bi rekel, 3 do 6%. V povprečju mislim, da SBI Top ima 4,02 trenutno dividendno donosnost, kar je še zmeraj bistveno več, kot je to v tujini, kjer se giblje, ne vem, od 1,5 do 3. Mi tedensko objavljamo te podatke.
Mogoče sam kot primer, ne, S&P 500 ima dividendno donosnost 1,25, DAX 2,68, francoski CAC 3,43, tako da še zmeraj iz tega stališča so, bi rekel, za neke dolgoročne vlagatelje v te naše value delnice vlaganje pa pobiranje dividend ni slaba varianta, sploh na INR računih, ker dividende niso obdavčene, če denar ostaja gor, ne. Pa če ostaneva glih pri INR računih, verjetno to pa je bilo zdaj velika dobrodošla zadeva, pa zelo velika, bomo rekli, ker delovna obremenitev, nekih 6000 računov, nekaj več je bilo v enem mesecu odprtih, se trend nadaljuje, kako je bilo v praksi, kako je izgledal delovnik od marca naprej. Ja, moram reči, da pri OTP banki smo imeli to srečo ali kakorkoli, da smo uspeli na začetku tudi digitalne poti v spletni in mobilni banki odpreti za odpiranje INR računov in je bilo to majčkeno lažje, ampak seveda vsi smo čakali to, da ga čim prej odpremo, ker ta 15-letni rok, ko lahko vse prodaš pa dvigneš, teče od dneva odprtja, ne, in zato ta začetni naval, ampak ne pojenja, no, v bistvu konstantno se ti računi odpirajo, ljudje vse bolj razumejo, da gre za, bi rekel, neko shemo dolgoročnega varčevanja, ne, davčno ugodnega, enostavnega. In moram reči, da se je to tudi dobro prijelo, ker je bilo povezano z izdajo ljudskih obveznic, tako da marsikdo se je odločil 20 000 evrov položiti na račun, pa kupiti 20 ljudskih obveznic, pa si za 3 leta zakleniti donos na 3% neobdavčeno, ne. Potem pa naprej. Ali pa konec koncev zgolj kupiti čas za iskanje druge naložbe. Točno tako, ja. V bistvu ljudska obveznica nam omogoča, da neobrestovana sredstva na INR-ju spremenimo v obrestovana praktično. Ja, tako je, ja. Mogoče, če kar nadaljujeva pri ljudski obveznici, OTP tukaj ste zelo, zelo dejavni. Kako je izgledala ta izdaja oziroma ponudba javnosti letos? Zdaj vmes je glih zaradi dogajanja na obvezniških trgih prišlo do tiste korekcije na 3% obrestna mera. Tako mi zmerom temu rečemo, pri nas interno država vlagateljem v ljudsko obveznico daje eno zastonj kosilo zraven. Rečemo, da ponudi malo višjo obrestno mero, kakor je pri istovrstni državni obveznici z podobno ročnostjo na trgu zahtevana obrestna mera. Se je ohranilo to zastonj kosilo, si je sledica šla stran? V bistvu na začetku ne, potem pa ja. Nekako tam 40 do 50 pik se, pričakuje, no. Nekako gre za nepoučene vlagatelje, za novo stvar, to je sicer zdaj tretja izdaja, kjer ljudi na nek način tudi izobražujemo, učimo za ta asset class, ne, da v bistvu obstajajo na eni strani delnice, na drugi strani depoziti, ne, vmes pa je tudi še kaj drugega, dolžniški vrednostni papirji, zakladne menice, obveznice, ljudske obveznice. In tle, bi rekel, so se dobro prijele, tretja izdaja, v bistvu trenutno zadnja po tem zakonu, tako da upamo, da v prihodnje bo sprejet še kakšen zakon, kjer bo na letnem nivoju to se dogajalo in se bo lahko obstoječe tudi potem reinvestirale. Ja, v bistvu 210 milijonov, prek 7000 naročil. Polovica nekako novih računov. Ja, 3210 novih računov. Ja. Tako da mislim, da je to zelo, zelo dobro tudi za izobraževanje ljudi, ne, v smislu, da se naučijo, da so različni naložbeni razredi za različno stopnjo tveganja. Marsikdo se odloča enostavno, bom rekel, držati do dospetja obveznico, ne, in zakleniti donos, je pa tudi na Ljubljanski borzi smo mi market makerji, ne, vzdrževalci likvidnosti, ne samo na te obveznice, ampak po celi krivulji se trudimo in v bistvu so rezultati. Dejansko so nepoučeni vlagatelji to usvojili in se dogajajo posli, no, smo kar zadovoljni. Pa dajmo reči, da jaz, dokler nisem začel delati na Ljubljanski borzi, nisem vedel, kaj pomeni vzdrževalci likvidnosti ali pa market maker. Kakor si omenil, OTP to vlogo opravljate pri nas na praktično
celem spektru državnih dolžniških papirjev. Kako to za vas gleda v praksi in kaj koncev od tega vzdrževanja likvidnosti pa v praksi ima mali vlagatelj na trgu? Kako to zgleda? Ok, zdaj naši zakladniki v bistvu so en dosti dober avtomatiziran program naredili, ne, tako da je zadeva dosti avtomatizirana, gleda se tudi, kakšne so cene na MTF-ju, na Bloombergu in se to sproti prilagaja. Tako da dejansko tržne cene na Ljubljanski borzi so zelo primerljive tržnim cenam na, bi rekel, veleprodajnem trgu, če tako rečem, ne. Spredi so relativno majhni, tako da vlagatelj lahko v vsakem trenutku izstopi iz naložbe ali pa vstopi v naložbo po tržni ceni. Tisti pribitek, tistih 50 pik, ko sva pa na začetku omenila, pa ravno omogoča, da je tudi cena na trgu RS99 nad 100%, kar omogoča vlagateljem izstop, oziroma če je kdo špekulativno to kupil, če zelo nek majhen zaslužek. Torej, v bistvu, kar vi omogočate vlagateljem, je, da po tržni ceni kadarkoli iz tega vlaka ljudske obveznice izstopijo pred 3 leti, ali pa ne, po domače povedano, da smo boljši z vidika fleksibilnosti, boljši kot depozit. Ok, poglejmo, kaj bi pa lahko rekli v takih razmerah za konec leta. Nekaj smo že rekli, neke energetske katastrofe. Ne pričakujemo cene nafte ali pa energentov bodo ostale višje, ampak ne na katastrofalnih nivojih. Inflacija ali pa obrestne mere centralnih bank ne bodo noro fluktuirale. Mogoče tehnološke panoge so že za koga priložnost za nakup ali pa povečanje izpostavljenosti. Bi kaj dodala, Matej? Sem kaj izpustil, bi še kaj dodal? Si upaš kaj napovedati za 2026? Ja, mislim, po našem srednjem scenariju jaz pričakujem, da bo drugo polletje precej bolj donosno kot prvo polletje. Zdaj, kaj so razlogi? V Ameriki so zagotovo midtermsi, vmesne volitve, ki se bodo v novembru zgodile. Že zgodovina nas uči, da se tik pred midtermsi tečaji, borzni indeksi obrnejo navzgor in da do konca leta so potem nadpovprečno donosni, ker namreč ena negotovost na trgu bo manj, ne glede na izid volitev. Dodatno tudi iz tega naslova pričakujem manj negotovosti okrog Trumpa, kar bo dodatno pozitivno za trge. In pa, kot sem že prej omenil, mislim, da je bil negativen sentiment na tehnoloških delnicah premočan in da se bo ta zgodba v drugem polletju obrnila. Bomo pa morali pri rezultatih še posebej spremljati, kako se razvija AI zgodba in kakšna so pričakovanja poslovodstva podjetij in kako bodo analitiki brali rezultate prvega četrtletja. Če bodo še naprej dvigovali napovedi glede rasti dobičkov, potem smo za letošnje leto od tukaj naprej lahko kar precej optimistični. Mogoče, če skočim na ta tehnološka podjetja še, je bil tukaj mogoče kakšen del te negativnosti tudi iz teh sodb sodišč? Neki so imeli v preteklosti že težavo z protikonkurenčno zakonodajo, zdaj nekaj je bilo glede vpliva njihovih storitev na mlade, neka odškodnina, ki bi lahko bila precedenčna. Je to nekaj, kar bi že lahko vplivalo na trge, ali je to nekaj, kar še bo spremljamo v prihodnje? Jaz mislim, da je to kar stalnica pri tehnoloških podjetij in da veliko tehnoloških podjetij gre zavestno preko meja, plačajo kazen in naprej poslujejo. Tukaj jaz ne pričakujem večjih sprememb od tukaj naprej, res ne. Mislim, da je to vse v cenah in pa vse pričakovano. Sploh razsodbe evropskih sodišč. To pa res, ker za njih so bili zneski, dajmo reči, kar relativno majhni. Tako. Niso se poznali v dobičku na delnico, tudi v centih. Matej, kaj boš pa ti spremljal do konca leta? Kateri kazalniki bi te v teh razmerah najbolj zanimali? Kaj bi bil lahko mogoče zate nek trigger za vstop iz kakšne naložbe? Kot sem omenil, v poslovnih poročilih za prvo četrtletje bo najbolj zanimivo spremljati, kaj se dogaja z implementacijo umetne inteligence. Jaz predvidevam, da se bo trend nadaljeval. Recimo, če samo en primer povem. Amazonov oblak je do zdaj služil predvsem iz naslova, da so ljudje pri njem zakupili svoj prostor, na njem odlagali podatke. Zdaj, od tega trenutka naprej, bo pa zaračunaval vsak zagon AI modela, ki ga ima.
Torej, prihodki bodo ponavljajoči in vse več jih bo od tega trenutka naprej. Sploh, če impliciramo, kaj je naredil Antropik v zadnjem letu. Ne. Za Antropik se pričakuje v letošnjem letu več kot 30 milijard ameriških dolarjev prihodkov, ne, kar kaže na skokovito rast povpraševanja po teh modelih. Ne. Tudi tem podjetjem se poslovni model precej izboljšuje. In če bo v poslovnih poročilih to še naprej zaznati, potem ni nobenega razloga, zakaj ne bi znova precej povečali izpostavljenost tem tehnološkim delnicam. Mislim, da je to ena glavnih zgodb. Druga glavna zgodba, ki jo pa mi zelo resno spremljamo, je pa vse, kar se dogaja okrog gradnje data centrov in gradnje električnih omrežij. Naklonjeni smo vsem podjetjem, ki so izpostavljeni, Vakrom, ki so izpostavljeni v novem električnih omrežij, morda tudi Uranu. To so zgodbe, ki smo jim že od začetka leta precej izpostavljeni in od tega trenutka smo samo še bolj. Tomislav, če medva pogledava nekako situacijo doma, mogoče vzajemna, če se dotakneva, oba sva gledala tisto noro fluktuacijo od začetka, pa na 5 evrov, pa na 20 evrov, pa potem na 8, zdaj se je cena stabilizirala nekje pri dvakratniku knjigovodske vrednosti, recimo, pa nekje 2 evra za delnico, mogoče malo snižje. Zdaj, tako, kar je z mojega vidika gledal, dosti je bilo v tistih razmerah nekakšne špekulacije, pa kakšna valuacija je to. Jaz nisem imel občutka, da tisti, ki so kupovali po 20 ali pa po 8 evrov, so naredili neko zelo podrobno analizo ali pa da so katerikoli kazalnik zgledali. Kaj poganja to ceno oziroma dogajanje, so to neki kratkoročni vzgibi oziroma ljudje bolj prodajajo zato, ker so delnice dobili, na kateri točki bi mogoče bolj dolgoročna perspektiva družbe se, bomo rekli, ugradila pričakovanja v ceno. Kako zgleda? Z svojega vidika to, no? Ne, sej to je bila na začetku ful debata, kje bo cena stališča fundamentalne analize, stališča, ne vem, koliko imajo potencialnih, oziroma koliko so imeli strank v najboljših časih, da jih bi nekdo kupil, prevzel zaradi baze, ki jo imajo in ki jo bi potem lahko obdeloval z novimi produkti, ampak nikjer nismo prišli do takih evaluacij. Potem se je zgodil ta prvi dan, kjer smo v bistvu vlagatelje mogli klicariti pa razlagati, kaj pomeni vrednost delnice, ne, ker primer, ne, kaj pomeni nepočen vlagatelj, ja, sej zavarovalnice Triglav je pa 60, ne, kako da je ta lahko samo 2, ne, je lahko tudi 20, ne. Tako da to je bila res ona abeceda, da so pol tole razumeli. Je pa v bistvu tako, da delnice v tem trenutku poganjajo špekulantje, preprosto gledajo malo tehnično analizo, vemo 440,000 delničarjev, 20,000 jih je šele prodalo, smo na 5%, 95 še ni. Na drugi strani je pa delnica relativno apoensko, v bistvu nizka cena, ne, in mali vlagatelj, ki se želi igrati, pač kupuje pa 1,8, prodaja po 2, pa se malo igra, pa dvigne cene in podobno. Tako da dejansko res kratkoročni investitorji, ampak to ni nič nenavadnega. Ne vem, v Ameriki na Nasdaqu, na OTC trgu imate ogromno takih delnic, ne. Skozi vrednotenje jih ne morete oceniti, ne. Ampak skozi to, da je pa množica vlagateljev, sploh v Ameriki, če so pa še na kakšnih forumih, pa je pač cena tam, kjer je, ker je zadostno število vlagateljev, ki se s to delnico, ne bom rekel igra, no, trguje. No, ni še GameStop, no, ampak. Tako. Ok, kratkoročni vzgibi. Kaj bi pa ti si naupal napovedati za preostanek 2026, kaj bo pa tebe najbolj zanimalo, kaj bo spremljal, kaj te najbolj zanima v takih razmerah? No, jaz bi se Mateju tle v glavnem pridružil, najbolj zanimiva uporaba umetne inteligence v oblakih, analiza podatkov, vsa podjetja, ki so se za to specializirala, bojo zmagovalna. Kar se tiče pa Slovenije, mislim, da na INR računih bodo še zmeraj se kupovali v glavnem value delnice slovenske, ki so v SBI top, najbolj zastopane, tako da tukaj, bom rekel, sem optimist in bo v bistvu ta denar iz INR računa v te delnice ohranjal na teh nivojih ali celo poganjal navzgor, sploh glede na to, da bojo dividendne donosnosti dobre.
še vedno, kljub dvigom tečajem, SBI top je nadpovprečno, lahko rečem, pa še zmerom po dividendni donosnosti. Tako je, ne, ne pozabimo, ne, price earning Slovenija 12,44, SBI top, Evropa poprečje 16, ZDA 20. Ok, nimamo lih nekih takih groznih rast dobičkov, pa vendar, mogoče vprašanje zate, kdaj bomo pa mi emerging market? To bo pa kar trajalo še. Okay. V bistvu tako, če pogledamo mogoče v evaluacijah, mislim, ali pa po tržni kapitalizaciji delnic, odvisno od katerega ponudnika gledamo, smo že kar blizu, sploh te, bomo rekli, normalizacije evaluacij na Ljubljanski borzi v zadnjih letih so nas porinile kar precej blizu. Kar nam pa zelo veliko manjka, je pa ta likvidnost. Zdaj, INR računi, tako kot mi gledamo, so definitivno ena stvar, ki nam bo pri tem pomagala. Sama po sebi pa zelo verjetno ne bo dovolj, potrebovali bi še mogoče okrepitev pokojninskih skladov, več aktivnih institucionalnih vlagateljev na domači borzi, ki bi poganjali to, da pridemo do statusa emerging marketa, v tej točki predvsem likvidnost. Če pogledamo pa vse ostalo, kvaliteto trga, ekonomije, razvitost države, transparentnost, vse ostalo, nam štima. Mi bi lahko bili razviti trg, ne razvijajoči se trg, ampak na likvidnost, tukaj nam pa nekaj manjka. Konec koncev je pa, bodimo realni, tak cilj je kar podvig, mislim, za državo, za 2 milijoni prebivalcev je, dajmo reči, razumno ambiciozen. Bo pa še trajalo. Super, hvala. Bi še kaj dodala, dobro uro smo porabili, treba iti pogledati, a to, kar smo povedali, še drži, glede na zadnje razmere, a se je vmes že kaj takega zgodilo, jaz nisem uspel novic pogledati. Bi kaj dodala? Nafta je še zmeraj 98 brand, tako da ja, dolar je na 1,16, zlato na 4725 za unčo v dolarjih, tako da ja. Drugače trgi so pa mečkano minusu, no, ampak manj kot 1%. Zaenkrat lahko še gledamo skozi tvite, pa skozi novice, s katerimi nas bombardirajo z vseh strani. In se osredotočamo na poslovni cikl, v katerem smo. Odlično. Ko pogledamo skozi okno, je pa še vse normalno, vreme je lepo, tako da nič. Hvala vama, Tomislav Apolonije iz OTP banke, Matej Mazi iz NLB skladov. Seveda najlepša hvala tudi OTP banki in NLB skladom kot podpornikom našega dogodka, da nam omogočajo, da vse to delamo. Hvala tudi vam, ker ste nas spremljali. Upamo, da smo bili čim bolj koristni. Če pa vas še kaj zanima, vedno nam lahko pišete, pripravljamo druge dogodke. En podcast o INR računih pride v naslednji teden, potem pa seveda kvartalni pregled drugega kvartala v začetku julija in tako dalje. Spoštovana gosta, hvala. Hvala tudi za vabilo, pa lep pozdrav vsem. Odlično, lep pozdrav.